En lep pozdrav, podcast, akt, dajte se pridružiti, lahko tudi kaj donirate, da bomo lahko delali boljše, da napredujemo s kakšno tehniko in tako naprej. Danes vam predstavljam nekoga, s katerim sem si neskončno želela objeti in se stisniti k njenemu licu, pa nama ni uspelo do zdaj, pa še to sva zelo na hitro naredili, preden sva se usedli na ta kavč. Nika Kovač, Slovenka leta, moja Slovenka desetletja in jaz sem fascinirana nad pogumom in nad to žensko energijo in počaščena, da je danes Nika z nami. Živjo! Oj, čau! Pozdravljena. Živjo. Nika, ti prihajate iz, mi snimamo, to se pravi, gledali boste ta podcast v prihodnosti. Ta trenutek si se Nika vrnila iz Ormoža, ne? Ste šle punce in si kar utrujena. Ja, mi smo v bistvu cel dan potovali po Štajerski. Jaz pa moram priznati, da sem spustila zadnjo etapo poti, ker sem ostala pri babi pa dedi v Mariboru za 2 uri in pač zaspala. Šla sem jo pogledat, ker sem se hotela z njima malo pogovoriti. 2 meseca jo nisem videla, ker sem bila v New Yorku. Ene najpomembnejših ljudi zame sta res pač odraščala sem ob njima in sem prišla, pojedla juho in šla spat. Ampak babica pa dedek, mislim, sta pa definitivno to razumela, a ne? Ja, rekla sem jima vmes, naj me zbudita, da bom še 10 minut spala, ampak sta me pustila do konca. In pač očitno jaz imam kar težave s spanjem zadnje čase, ker se sikiram za stvari, razmišljam, nekako se ne znam umiriti in tam sem se očitno počutila tako varno, da sem takoj zaspala. Se pravi, ti si pol Štajerka, ali kaj? Jaz sem rojena v Mariboru. Rojena celo, ampak živela pa nisi tam nikoli? Nikoli, ampak sem bila pa vsaj 3 dni na teden z njima, ko sem bila majhna. Jaz sem bila 5 let stara, ko sem dobila sladkorno tipa 1 in potem sta ona dva tako zelo herojsko vskočila in pomagala mojima staršama in ali sem bila tam, ali sta prišla v Ljubljano, tako da jaz pravim, da sem kar polovično od njih vzgojena. Kako lepo! Nika, ti si, mislim, res v zadnjem letu si ti in tvoj 8. marec in vse te tvoje punce v bistvu naredile, a se ti sploh zavedaš, kakšen premik ste vi naredile tudi v smislu te ženske energije, ne, v Sloveniji? A si bila vedno tako, a si bila vedno tako, ker to je v bistvu ena posebna ranljivost, da ujameš pravi trenutek in znaš povedati, oziroma kako je sploh do te ideje prišlo? Jaz še v 1. letniku faksa, če bi mi kdo rekel, da bom delala v ženskem kolektivu in da bom sama sebi rekla feministka, bi rekla, da je nor, ker sem se vedno družila s fanti in nikoli nisem imela občutka, da pač jaz česa ne morem zaradi svojega spola. Pa sem pa nekako na faksu, se mi je zgodilo dvoje. Prva stvar, ki se mi je zgodila, je bila ta, da sem začela brati o neenakosti in da sem ugotovila, da če gledamo neenakost spolov skozi oči tega, da je pač velik del prebivalstva pač reven, da ima peščica ljudi vse, drugi pa za njimi pač lazmo in da je v bistvu ta neenakost, del tega je tudi neenakost med spoli. Takrat sem začela razumeti, da hej, jaz sem se lahko družila s fanti, ker sem odraščala v družini srednjega razreda, ker sem vedno imela dostop do knjig, ker sem razumela, kaj se v svetu dogaja in nikoli nisem imela neke vzgoje, ki bi bila tradicionalna. Meni so kupovali avtomobilčke in bili razočarani, da se igram z barbikami. Tako, pač imela sem neko to čist drug model odraščanja, skozi sem brala Piko Nogavičko, Ronjo razbojniško hči. Tako da jaz nikoli nisem imela tega občutka, da nečesa ne morem, ker sem ženska. Ko sem pa ugotovila, da je to del mojega privilegija in da marsikatera ženska česa ne more, ker ima drug način vzgoje, ker so to pač še vedno najrevnejša skupina prebivalstva, ker imajo najnižje pokojnine, ker so samozaposlene ženske pač pod stopnjo revščine, sem pa ugotovila, da je to nekaj, za kar se je treba boriti. Druga stvar je bila pa ta, da sem jaz v faksu zelo hitro padla v nek krožek, bralni krožek, kjer so bili sami resni intelektualci, ki so zelo pritiskali na nas, kako se moramo obnašati, da moramo biti oblečeni v črno, govoriti o džezu, resnih filmih. Jaz sem pa vedno imela rada resničnostne serije, pa tvoje oddaje sem rada gledala, pa rada pač berem vse, pa roza imam rada, pa bleščice. In takrat sem jaz eno obdobje se zelo trudila
trudila biti taka, da bi tja spadala. In pol, ko sem se odločila, da naredim svojo organizacijo, sem si rekla, fuck off, pač jaz hočem, da je to organizacija, ki se bori proti neenakosti, ampak hočem tudi, da smo roza, se zabavamo, imamo bleščice, da pokažemo, ko jokamo, da pokažemo, ko nas je strah, da govorimo tudi o tem, kako je biti človek, in tako je nastal inštitut. In nikoli ni bila ideja, da bi bile v večini ženske, nikoli. To se je zelo spontano zgodilo. Mislim pa, da zato, ker smo v večini zelo operativne punce, ki se zmenimo stvari, imamo tudi fante, naše delo poteka hitro in z lahkoto. Fenomenalno. Jaz ne razmišljam. Jaz razmišljam. To je njegova ena najboljših knjig, ljubših. Najljubših najnih Zemo, ne ima. To tam mali hodil, da ti ironija. V glavnem, jaz bom tle, v bistvu zdaj se mi zdi, da bom kar malo sedel, ali sit back and learn. Zdaj, ker te poslušam in vem, da imaš zelo, imaš dodelano, kaj razmišljaš, kako razmišljaš in tako. Tako da sem jaz malo sedel nazaj, pa bom v imenu moških poslušal in se naučil kaj. Ampak tudi v imenu moških vprašaj, ne? Ja, zaradi tega, ker jaz sem imel vedno, jaz sem imel pa ta privilegij, da sem odraščal z močnimi ženskami. In jaz nikoli nisem razumel iskreno te borbe feminizma. In sem celo advokat bil tega, da drugačnega pristopa k feminizmu, ne, da češ, ker ni, načeloma jaz ne opažam tukaj velikih razlik, jaz vidim, ampak se pravim, tako, kot si sama rekla, zdaj ste meni odprli oči, da sem jaz imel privilegij, da sem odraščal v družbi močnih postavljenih žensk, ne, ki so tudi svoje probleme delile in tako, ne. Tako da se pravim, zdaj bom malo poslušal, da vidim, da se naučim. Ja, a veš, tudi recimo jaz vedno rečem, jaz sem zelo zadržana do liberalnega feminizma. To je ta feminizem, ki vpije, potrebujemo več žensk v firmah, potrebujemo več žensk, dajmo jim prostor, pa zato, ker so ženske, bo vse boljš. Pač pol je meni tako, ne, pol če nekdo reče, pej v kuhno, ker si ženska, pa boljš kuhaš, pol moram tudi to sprejeti, ne. Ampak jaz vedno celo tudi govorim, da ni zagotovilo, da je ena firma pravičnejša, če ima več žensk kot moških. Ne, pač pomembno je, kakšna je vsebina. In zame je temeljna feministična drža to, da naslavljaš vse neenakosti. Da razumeš, da ja, obstajajo okolja, kjer imamo vse izborjeno, ampak recimo, če ti jaz že zdaj povem zgodbo mojih sošolk iz Afrike, so one rekle, hej, pač mene cela vas obsoja, ker sem prišla na Obamov program, ker sem se šolala, ker naloga mene je, da mi določijo, kdo bo moj mož, in potem se pri 17-18 poročim, imam otroke in sem tiho. In potem vidiš, in to je večina prebivalstva. In potem, ko razumeš to, da ja, itak v enih okoljih je brez veze to gledati zelo ozko, ampak če gledaš skozi širšo perspektivo, če razumeš, da so mesta, kjer se to zgodi, pa dobi ta bitka smisel. In zato tudi mi nikoli, ko razlagamo to, ko o tem govorimo, ko recimo govorimo o konkretnih primerih, recimo, ko se sprejemajo zakoni, pač sploh ta zadnja vlada jih je vedno sprejemala na način, da so nasrkale samske mame. Recimo. Ali pa potem tudi seveda samski očetje samohranilci, ampak v večini so to ženske, ker je to skupina, ki jo odrinaš na rob, ki misliš, bo zastonj delala to neplačano gospodinjsko delo, pa se bo znašla. In to so te stvari, zaradi katerih je ta fajt še vedno pomemben. Ne? Tako da tudi mi, recimo, ko razlagamo o tem, nam se nikoli pol več ne zgodi, da nekdo reče, ki je moški, ojoj, zame tle ni prostora. Ne? Ker lih poanta je ta, da ne, vsi moramo tako razumeti svet, stopiti skupaj in se za to boriti. In ni to bitka, ki jo lahko ženske izborimo same. Pač mi smo vse najpomembnejše fajte zmagale, tudi potem v sodelovanju z različnimi moškimi. Celo bizarno, naši eni največjih zaveznikov je sindikat policistov pa sindikat taksistov. Ja. To je fenomenalno. Veš, kaj to sem hotela, mislim, ti si vmes povedala nekaj zelo pomembnega. To, kar je mene tudi vedno motilo. Jaz tudi prihajam iz akademskega sveta, tudi sem ves čas črno in pazi, kaj rečeš, glede na to, da sem bila blond in da sem velikokrat jih kasirala tudi kar se tiče feminizma, naprimer pet čez oder, pa sem z Ritko migaj, ne? In me je to tako zelo bolelo, ne? Nisem se pa, niso bili časi, ne glede na to, da niso bili neki, da jih jaz ne čutim kot neke trde čase, ne? Ampak govoriti pa o tem vseeno nismo mogli, ne? Ker če smo govorile, pol nismo igrale, nismo delale in so nas pometeli v kot. Ampak vi ste nekaj tudi še naredile. Ti si zapustila ta zaprti akademski, mislim, intelektualni svet. Jaz ves čas govorim, kje so slovenski intelektualci.
Ja, meni je dolgočasen. Ja, ker napišejo nekaj in je tako dolgočasno, da če še jaz težko preberem, kaj še je le kdo drug. Mislim, tako, mi vedno, ko delamo, imamo močno teoretsko podlago. Mi od tega ne odstopamo in tudi vedno naštudiramo vsebino. Tudi recimo pri referendumu za vodo, ki nobena od nas, dobra Alenka, verjetno, ki je tukaj pač je poznala, ampak mi smo družboslovke. Nam je bilo tako, ojoj, še okolje, pa nič ne vemo, nič ne razumemo. Smo nabrali okoli sebe ekipo ljudi, ki nam je povedala stvari. Ampak drug korak za nas je pa vedno poenostavljati te stvari. Ker kar mi pač verjamemo, je to, da vsebina ni okej, če jo ne razume, ne vem, moja kolegica iz Jurovskega dola, ki je 70-letna gospa. Pač treba je povedati stvari preprosto, pa predvsem se meni tudi zdi, da je pogosto ta intelektualizem skrivanje lastne nesigurnosti. Jaz ne rabim nikomor dokazovati, da sem pametna. Pač, jaz sem cinična do sebe in sebe se norčujem in ne rabim tega pač skrivati za velikimi besedami. Tako kot je na drugi strani, da ne bova zdaj samo enostranske, kjer je pa ta populizem, ne, tako manipulativen, da jaz, naprimer, kakšnemu človeku sploh ne morem gledati v oči, ker je tako na prvo žogo. Ne? Točno to, ja. In zato je pač za mene recept jasno in naštudirana vsebina, ampak nobene pretencioznosti, nobene arogance in samo pač straightforward sporočila in vključevanje vseh. Mislim, veste, tudi verjetno zdaj postale na nek način junakinje tudi deklic, ki zdaj rastejo, ne? Verjetno. In jaz, mislim, ne, 100%. In a imate tudi kakšne stike s šolami, z osnovnimi šolami, srednjimi šolami? Ja, pod to vlado, ki smo jo zdaj imeli, so se nas malo bali vabiti. Sploh meni so kar neki predavanj skenslali, moram povedati, v zadnjih 2 letih, zaradi tega, ker se bojijo, kakšna bo reakcija. Imela sem pa srečo, da je bila ena od mojih knjig Pogumne punce in tudi letos so bila pisma tebi zbrana za Amnestyjevo knjigo človekovih pravic in sem s pogumnimi puncami hodila po šolah in se pogovarjala. Meni se zdi res to pomembno, da se tam začne in da se tam razbija, ker recimo jaz sem delala v vrtcu kot študentka in tam smo imeli polovico učilnice za punčke, polovico pa za fante in fantki so lahko brali knjige, punčke so pa delale frizure. In se mi zdi, da to okolje je treba razbijati. Ja. Kje se začne, kako učite, kako recimo prestopiš k mladim in jim rečeš, zdaj te bom pa naučila nekaj, o čemer ti sploh ne veš, kaj ta pojem pomeni? Ja. Jaz mislim, da oni že ful vejo. V resnici meni zdi, da sploh otroci, ki se jim bere knjige, ki razumejo, ki se z njimi pogovarjajo, da štekajo stvari. In tudi tisti, ki izhajajo mogoče iz malo manj privilegiranih okolij, jim klikarji zelo hitro delajo. Ne? Jaz sem vedno z njimi se začela v vrtcu pogovarjati o tem, o poklicih in vedno sem jih vprašala, poznamo policiste, policistke, dajmo zdaj zamenjati vloge, dajmo raziskovati, kakšne so te možnosti in pa preko pripovedovanja zgodb. Ena od stvari, ki jih jaz rada z otroci delam, je, da jim pokažem sliko, ilustracijo, zelo stereotipne podobe punce, potem pa rečem, dajmo zdaj pripovedovati zgodbo, dajte mi povedati, kaj je nenavadnega v njej. Par podatkov in kar naenkrat se ta stereotip razbije. In to se mi zdi en tak način približevanja in potem pojasnjevanja, zakaj tako vidimo stvari in tako. Nika, zakaj se nam je v Sloveniji, zdaj, ko te poslušam, veš, kaj ves čas premišljujem, kje se je v tebi, oziroma kaj je tisto, kaj ti misliš, kaj je tisto, kar človeka naredi sočutnega. Se pravi, da ga začne, ti nisi bila lačna, ti nisi bila, se pravi, ti nisi v tisti ranljivi skupini, ki je kaj manjkal. Jaz, na primer, sem bila in je to na nek način razumljivo, da čutim. Ne? Jaz sem bila in na eni in na drugi strani že. Kaj je tisto, da naprimer danes en človek, ki mu pravzaprav nič ni manjkalo, lahko čuti, ker velika večina ne. Se vidiš, kaj se nam je zgodilo v zadnjih 2 letih? Ja, jaz mislim, da v resnici obstaja ful velika delitev med oblastjo pa med ljudmi, ker kar se jaz učim, ko mi delamo v Inštitutu akcije, je, da ljudje so sočutni, hočejo pomagati in da je zelo veliko dobrega v tej Sloveniji. Kar se mi zdi, da dokazujejo tako kot akcije recimo za malega Krisa, dobrodelne akcije, vedno, ko pozovemo, ljudje pomagajo, tudi pri referendumu za vodo, ne glede na to, katero stranko so ljudje volili, so stopili skupaj. Zdi se mi samo, da je treba dovoliti, da to pride na plano in kako
mi to delamo v inštitutu, je tako, da govorimo zgodbe ljudi. Da vedno, kadar obravnavamo en problem, predstavimo ljudi, ki se skrivajo za tem problemom in zelo jasno to pokažemo in hkrati povemo, da vsak od nas lahko nekaj naredi. In to se mi zdi nekak recept. Pri meni osebno je pa po moje, pač moja mama je bila vedno človek, ki je mene postavljal na trdna tla v tem kontekstu in zame sta bile recimo dve taki stvari, ki sta me po moje zelo zaznamovali. Prva je bila ta, da ni dovolila, ko smo bili v osnovni šoli, smo imeli 2 razreda in nekako je nenapisana praksa, da otroke, ki se pišejo na ič, dajo v en razred, otroke, ki imajo pa intelektualne starše, pa v drugi. In ona je to vedela, zato ker je šolnica in se s tem ukvarja. In ko so mene dali v razred na ič in eno sošolko, so njeni starši naj obe hoteli prepisati v ta bolj eliten razred in je moja mama iznorela. In jaz nisem videla še toliko jezne, pa sem jo videla pogosto jezno, pač kakor takrat in je rekla, ne, ti boš v tem razredu in ti boš prijateljica z njimi in njih boš vabila na rojstne dneve in s tem me je vedno znova opominjala. In se mi zdi, da mi je na nek način tuj aparatelj mi privzgojiti to, da vedno vključujem vse in da se mi zdi pomembno, da tisti, ki mogoče sedijo sami, da pridajo zraven. Tako da se mi zdi, da je prav to vabljanje na rojstne dneve, da sem vedno mogla povabiti tiste, ki niso bili povabljeni in to, da sem tam ostala, da mi je dala res pomembno lekcijo. Kaj pa to, naprimer, ko govorijo, veliko krat slišim, naprimer, kakšne takšne čudne komentarje, tele iz socialnega dna so itak lenuhi, mislim, mi moramo plačevati za njih, tako kot ravno tako tudi civilna družba, tele organizacije se z našega denarja kotijo, do seveda tega, do nazadnje, ko pridemo, da tudi kultura je, se pravi, na grbi. Zakaj, odkot je to, odkot je ta predsodek? Ne vem, jaz sem se lih skregala s svojimi sošolci v Ameriki, preden sem prišla sem, ker je ena punca v naši menzi kradla hrano. In oni so to videli in ko so to videli, so jo šli prijaviti človeku, ki je zadolžen za to in je mogla pol plačati kazen. Pač jaz verjamem, da če nekdo krade hrano, ta človek potrebuje hrano in mi z pozicije tega, da imamo denar in da vidimo, je naša naloga, da mu pomagamo, ne pa, da ga gremo prijavljati. In se mi zdi, da je to neka prva reakcija, ki jo marsikdo ima, da v tistem, ki je v stiski, išče nasprotnika ali pa nekega drugega, ki ga obtožuje za vse stvari in v njega sprošča neke svoje frustracije. In meni je to toliko neumno, ker se mi zdi, zakaj se ukvarjamo s tem, ne pa s tem, zakaj so cene hrane toliko drage, da si jih ljudje ne morejo prvoščati. In se mi zdi, da je tukaj logika tega sistema, v katerem živimo, tega neoliberalnega izčrpavanja, da vedno krivimo tiste, ki imajo manj in pozabljamo na resnične vzroke neenakosti in se ne borimo proti njim. Tako da jaz mislim, da je to eden od teh mehanizmov, da obstajamo tam, kjer smo. Ti prihajaš iz Amerike, ti verjetno vidiš kljub vsemu, da je pri nas še vedno v redu, a ne? Glej jih! Sem prita. V Ameriki je verjetno teh razlik še več, ne, ali kako? Ja, v Ameriki, mislim, je grozno. Pač tam imaš na metrojih, na ulicah, vidiš pač ljudi, ki spijo na ulicah. Jaz še v življenju nisem videla toliko neenakosti kot tam. Tam vidiš ljudi, ki na metrojih, pač ko greš z metrojem, veš, da boš srečal nekoga, ki bo imel živčen zlom, veš, da boš srečal nekoga, vedno vsak dan se zgodi, da se nekdo zjoka na metroju in vedno vsak dan se zgodi, da vidiš vsaj 5 ljudi, ki prosijo za denar. Torej, to je država, pač, kjer so največje razlike. Recimo na Manhattanu imaš najbolj elitna stanovanja, ki pač si sploh ne moramo predstavljati, koliko enega bogatstva je tam, pol imaš pa res hudo revščino, hkrati pa nimaš javne šole, javnega zdravstva in ljudje niti nimajo možnosti rasti po neki družbeni lestvici. Jaz si velikokrat mislim, ko naprimer poslušam zdaj, kako se v bistvu na nek način rahlo nehote tole javno zdravstvo hoče privatizirati in tako naprej, da mi je žal, da ljudje ne grejo, da ne vidijo, naprimer, kako tudi Američani, vem, moji kolegi, ki so tle, oni rečejo, tle je raj na zemlji, ne. Mi se pa zdaj s tem igramo in bi zakockali nekaj, kar je
dragoceno. Ja, če bo kdorkoli hotel privatizirati zdravstvo, mislim, da bo to naš naslednji referendum, ker pač tega ne bomo spustili. Jaz sem tudi videla, recimo v Ameriki, pač jaz imam sladkorno tipa 1, kar pomeni, da sem na inzulinski črpalki, na iglah, da imam inzulin, vse. Jaz sem mogla hoditi, ko so bile meje zaprte in ljudje niso mogli do mene, enkrat na mesec domov, ker je bilo cenejše kupiti karto kot inzulin v Ameriki, ki ga imam v Sloveniji brezplačno. Tako da naše zdravstvo pač je vrhunsko in recimo moja sošolka je šla na ruvanje zoba, pa na nek poseg je imela in je mogla plačati $6,000. Tega si mi ne predstavljamo. Ja, nepredstavljivo je tam, kako morajo, v bistvu cele finance se vrtijo okrog tega, da če se slučajno nekomu zgodi nekaj. Ja. Ne? Meni je žal, da tega ljudje, a misliš, da je to, bi morali hoditi več po svetu ali bi se morali več o tem pogovarjati? Jaz mislim, da ko greš ti prvič v Ameriko, te toliko presune vse, kar vidiš, ta neka lažen vtis priložnosti, lažen vtis tega, da se tam pa res vse zgodi, da tam pa so dovoljene sanje, ne, da v resnici, če greš tja za 10 dni, 14 dni, se sploh ne zavedaš razsežnosti te bede. Pa ko tam živiš 1 mesec, 2 meseca, 3 mesece, pa se tvoja pozicija spremeni. Tako da meni se zdi, da bi bilo predvsem pomembno, kdaj tudi povedati v Sloveniji, ful imamo v redu ene stvari, dajmo biti ponosni, pa dajmo se hvaliti z njimi. Ja. Kaj pa, naprimer, to mi je všeč. Meni, veš, kaj tudi všeč, mi smo zdaj pred volitvami, ne, še ne vemo, kako se je kaj obrnilo. Meni se zdi tudi, jaz vem, da boste tako, vi boste vse čas, 8. marec bo vse čas dihal vsem, ki bojo tam gor za ovratnika, je tako? Ne? Ja, absolutno. Pač jaz sem zdaj tako, lahko kar izpoved imam zdaj ta trenutek na tem kavču. Pač mi zdaj res podpiramo opozicijske stranke, ki so podprle naš zakon in jaz sem toliko utrujena od tega, da sem prijazna z vsemi poslanci, da komi čakam, da če nam rata zamenjati oblast, da bomo šli lahko nazaj na svoje stare špure in zahtevali od njih to, kar hočemo. Ampak zdaj jim boste pa res, mislim, se mi zdi, da je tudi en trenutek, ki se zna v tej naši politiki, ki kljub samo nekaj spremeniti, ne? Ker zdaj pa mislim, da jim je jasno, da ne bojo mogli več delati tako, kot so hoteli, ne? Ja, mi bomo ustrajali na tem. Mi imamo 4,000 prostovoljcev, ki so se prijavili, da so z nami pripravljeni delati na dolgi rok. Imamo več kot 40,000 ljudi, ki so nam dali svoje e-mail naslove z željo potem, da v resnici z njimi delimo, kaj se dogaja in da se aktivirajo. Imamo vzpostavljeno mrežo prostovoljcev, imamo Majo pa Alenko, ki to super koordinirata, imamo ekipo v inštitutu, ki vse obvlada in jaz mislim, da pač se ne bomo pustili. In da, kar smo mi tudi dokazali, se mi zdi z našimi zadnjimi boji, je to, da te boji ne rabijo biti naporni, mislim, so naporni, pač utrujeni smo, tečni smo, dost imamo vsega, ampak je toliko lepega v njih. Pač mi se toliko smejimo, toliko enih lepih stvari se zgodi. Ljudi, ki pridejo pa rečejo, mi zdaj spet verjamemo. Ali pa, pridejo pa rečemo, to pa dobro delamo skupaj. Ali pa, recimo, zgodilo se je Sari naši, da je nekdo prinesel rože, ki je rekel, vi dajete rože, jaz sem vam prinesel rože. Vedno se zgodi toliko ene lepote in tudi malo smo presmuknjeni, tako da mi se skozi nekaj hecamo in smo malo cinični in delamo vse z enim humorjem, da se mi zdi, da je predvsem postalo lepo se boriti za pravo stvar. In da to je nekaj, kar bo to poganjalo še naprej in zato tudi ne bomo nehali. Ampak, lahko jaz nekaj vprašam, a misliš, da vse, glede na to, kaj poslušam in kaj vidim, kakšne so spremembe, a se ti zdi, da vse na pravem mestu, v pravem času se to zdaj zgodilo, kar se dogaja, tudi z vašim inštitutom in vse? Ja, jaz mislim, da v resnici je vedno tako, da stvari v družbi dozorijo in da ena od stvari, ki jih moraš obvladati pri aktivističnem delu, je lovljenje trenutka. Torej, kdaj je ta trenutek, ko se za nekaj odločiš, kdaj skočiš, kdaj rečeš, zdaj bomo pa še malo pripravljali stvari, pa pol skočili, ker od trenutka je marsikaj odvisno. Recimo, ko smo mi se borili za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva, smo mi zakon vložili en dan potem, ko je imela Mija Skrbinec svojo izpoved na preverjenem, zaradi tega, ker prej preprosto smo rekli, ni trenutka. In potem, ko je Mija to odprla, ko so bili mediji zainteresirani, ko so ljudje postali jezni, smo rekli, skočimo.
in smo skočili sred COVID-a, naredili tiskovko in začeli zbirati podpise. Kdaj pa je pač tako, da tudi ta trenutek hočeš ali pa nočeš pač pride in si ga ne zbereš, ampak on te udar po glavi in potem rečeš, fak, gremo naprej fajtati. Zelo izjemno je. Mislim, to je življenje. Zelo ste se življenju, se pravi zemlji približali. Jaz sem, na primer, delala, se veš, intervju in pomagala tistim puncam, ki so napisale knjigo Sama si kriva, tam smo se mi prvič srečali. Ne? In ko je prišlo vse to ven tudi za Mijo, ti moram povedati, da sem bila jaz pravzaprav sama nad sabo najbolj zgrožena, ker se je meni vse to, kar je Mija razlagala, dogajalo, ker je bil dotični tudi moj zelo dober prijatelj in sem imela slabo vest, ker sem bila tih, ne. In pol sem videla šele moč, a veš, ko imaš za sabo ljudi, ko se moraš sam fajtati, ko ne veš, ker ko se sam izpostavljaš, ti skoraj ne more ratati. Vam je pa to uspelo povezati ljudi. Ja, mislim, meni se zdi, da ta molk pa to, da smo bili toliko časa tiho ob spolnem nadlegovanju in nasilju, kaže samo to, koliko je to ukoreninjeno v družbo in koliko v resnici rabimo še več nekih pogovorov o tem in koliko v resnici še vedno potrebujemo tudi neko feministično udejstvovanje, ker ko govorimo o spolnem nadlegovanju in nasilju, spet govorimo o razmerih moči, ne? Spet govorimo, da tisti, ki imajo moč, delajo vse in spet govorimo tudi o tem, da se to lahko zgodi tudi moškemu, ampak se zgodi, ali pa trans osebi, ampak zgodi se večinoma ženskam, ker so pač razmerja moči tako razdeljena. In molk ohranja ta razmerja moči. In jaz tudi to gibanje je ta razmerja moči pretreslo in se mi zdi, da ob tem tresanju je odprlo prostor za to, da se govori in da se za to postavi. Je pa vseeno grozljivo tudi recimo ob potem kejsih, ki so se kasneje odpirali, recimo, ko so v Olimpiji posilali eno mladoletnico, ko je bil ta primer, pač se je pokazalo, koliko nismo v resnici daleč prišli, ker nobena medij o tem ni pisal, niso tega razkrinkavali, ko pa so pisali, so bili pa to naslovi, ki so bili neprimerni v smislu tega, da vedno se krivi na nek način žrtev, da se piše o neki neodgovornosti in tako. Tako da tega dela nas čaka še ogromno. No? Ti si bila ženska leta, meni je bilo to tako zelo všeč. Ti si bila vesela, sem videla tega priznanja in meni je bil to tudi znak, da se ženske, da vse veš, ženske smo se znale zelo med sabo, se znamo tudi zelo med sabo izključevati, se pravi, da smo te podprle, predvsem ženske, pa verjetno tudi moški. Pa si pa dobila tiste tvite, mislim, jaz teh tvitov pa res nikoli ne bom razumela. Kjer je tvite? Ja, od naše oblasti, ker nočem imena, sploh nočem govoriti. Janez Janša je napisal, da nagajam. In bil je prav. Bravo, I like it. No, ampak tebe Uči se, mama, vidiš. Ja. Ne, jaz sem to naredila iz drugega, nočem izgovarjati tega imena, ker mu nočem dati niti malo pozornosti. Ampak kljub vsemu. Hočem reči... A veš, meni je pa to en tak star tečen gospod, pa mi skozi sploh ni problem reči. Ti ni, in te... No, vse je super. Ampak prizadel pa te je, ker se jaz mislim, da bi se teže spravil, če bi bil to prvič en moški, drugič pa, mislim, tega pa res, mislim, da že ko te je, mislim, da te je eden drug tudi že, kdo je govoril, kdo ti je rekel, en ti je napisal, kaj ti je deklica, ali kaj? Vinko Vasle. Ja, imam še zdaj slikano, ker nisem mogla verjeti, da te stari gospodje tako govorijo. Ampak ni to, da sami sebo skredo pluvajo, ni tako, da sam te potrjujejo. On je šel pa res daleč, ker je pa napisal nekaj v smislu, mislim, vsi so šli daleč, on je napisal nekaj v smislu, kaj ti je deklica, da si toliko fuknjena, neki tablete vzem, neki tako pač. Ampak fora je, da recimo jaz sem ta generacija, ki je Vinko Vasle to tvitno, da sem res tako, kdo je to? Pač, in smo mogli najprej, res Tina se tam smeji in mi pa googlamo to in smo tako, kdo so ti strici, pač zakaj vejo, kdo smo mi. Pač, to je prva reakcija, ampak mislim, če gremo malo nazaj, ne, vse se je začelo s temi napadi, v resnici, ko smo mi po zmagi na referendumu in vedno, ko smo imeli kakšno tiskovno konferenco, karkoli, so res začeli pač skakati po meni in skakati predvsem na zelo osebni
osebne načine, od tega, kako jaz gledam, kako sem oblečena, a sem nora, kdo spi z mano, sploh kdo spi z mano, a bom večno sama, a me je treba pretepsti, a me je treba ubiti. Za mano stojijo tako od Cije Soroša, Milana Kučana, zdaj Roberta Goloba, Marjana Šarca. Vedno se je iskal neke tipe, ki usmerjajo moje delovanje. Napadali se me je preko moje družine, preko očeta, ki je pač javno izpostavljen, preko staršev njegovih. In to je šlo na zelo, zelo, zelo oseben nivo. In ko se ti to začne dogajati toliko intenzivno, in ko si stran v Ameriki, pač je v resnici mene to pogosto res sesul, zaradi tega, ker imaš občutek popolnega razčlovečenja. Pač občutek imaš, da kdorkoli te lahko vzame, te raztrga, in vedno je bila moja reakcija cinizem in kao nič mi ni. To sem že leta prej vadila in se delala, malo pohecala, šla naprej. Ta Amerika mi je pa dala toliko ene anonimnosti, toliko enega časa, da sem jaz spet nika postala, da sem našla neke ljudi, ki jih briga, kaj jaz v Sloveniji delam, da sem brala, hodila sama na sprehode, da sem začela razmišljati, zakaj sem toliko robotska, in sem začela o teh napadih iskreno govoriti. In sem tudi objavila enkrat solzo, kako jokam, ko so začeli klicati moje bivše sodelavke in napisala, da hej, to, kar vi počnete, je pač nasilje, to je bullying, to je poseganje v zasebnost, ker me hočete utišati. In ko sem tisto objavila in ko so ljudje množično podprli, se mi zdi, da so postali alergični name. In ko smo objavili to gibanje Gremo volit, se je pa to začelo še stopnjevati. In oni po moje so mislili, da se bomo mi umaknili. Pač zaradi tega, ker najprej pač so šli name osebno, pa nismo nehale. Pol so pisali, kako izgleda naša skupina, naš kolektiv, pa nismo nehale, zaradi tega, ker smo vedeli, ok, to je mehanizem utišanja. Pol, ko smo dobili to nagrado Slovenka leta, kjer se ti jaz moram zahvaliti, ne vem, pač meni so punce rekle, a veš, da je ona edina pretekla k tebi in upila in te objela, in jaz sem imela res občutek, da si ti tam z mano in da me podpiraš in mi to ful pomeni. Ko sem dobila to priznanje, je potem Janša takoj tweetal in je bilo tako, zakaj se z mano ukvarjaš, tako, kako te to zanima. Ampak takrat je bil pa naš odziv že drugačen. Jaz sem Alenki napisala, hej, dajmo majice narediti v 10 minutah ali pa koliko prej. Jaz sem jaz nisem tako vešča teh internetnih naročanj, drugač bi jaz to majico imela ta trenutek gor oblečeno. In smo dali na majico, nagajajmo dalje, in te majice so se razprodale, tako koliko smo jih prodali. Več kot 200 majic v 2 dnevih, ljudje so podpirali, in potem so šli še dalje. In potem so šli v to, da so nad nas poslali državne institucije, da so nas napadali, in v enem trenutku sem bila jaz tako, zdaj bomo pa sam še tožili. In tožimo vas leta in tožimo za vsak tweet, ki je želil. In smo šli kontra in ne bomo popustile. Kaj je konc, da te stari strici pač nas napadajo. To sem prav za konc hotela vprašati. Kako vidiš ti to prihodnost? Namreč jaz tudi verjamem, da je večina tega zdravega slovenskega jedra, se veš, mi Slovenci smo se vedno znali odločiti jasno in glasno, ko je bilo treba. Ne? Ampak kako pa naslavljati zdaj, naprimer, ta del, te ljudi, pač, jaz ne bi rada obsojala, ampak kako se z njimi, kako jih naslavljati, namreč oni so šli čez, ker žalijo, ker lažejo, ker kradejo in mislim, bojo manipulirali čisto vse, kar naj bi bilo dobrega v tej družbi. Ne? Kako z njimi ravnati, kako pravzaprav postaviti to ogledalo? Jaz mislim, da je treba v prvi vrsti zelo iskreno drugemu govoriti, kako se ob tem počutimo, zaradi tega, ker ljudje morajo razumeti, da to, kar se dogaja, je nasilje, in ljudje morajo razumeti, da to, kar se dogaja, je osamitev človeka, in se mi zdi, da je potrebno okoli tega graditi skupnost. Meni je rekla enkrat Neža Kogovšek Šalamun, ko sem bila še veliko mlajša, je rekla, ko se pojavijo grožnje, ko vidiš, da nekomu grozijo, mu piš in izraz solidarnost, ker to takrat toliko pomeni. To se mi zdi, da mora biti naš odziv. Odziv do njih pa se mi zdi ničelna toleranca. Takoj prijaviti, takoj javno izpostaviti in ne upoštevati nobenih fucking avtoritet. Ker ena od stvari, ki gre meni še bolj na živce kot te, ki pač napadajo, je samo cenzura.
Tega je bilo pa toliko veliko. Ne recimo v samih medijih, ko so meni kdaj kakšni novinarji rekli, joj, se bi te imeli vdaji, pa ne upamo, ker ne vemo, kaj bo oblast naredila. Do recimo samo cenzure v smislu tem, da se kdo ni upal slikati z nami. Do samo cenzure, da nečesa ne rečeš ali pa javno ne podpreš, ker se bojiš, kaj bo v službi. Meni se zdi, da ta tiha večina, ki zaznava, kaj se dogaja in ne naredi ničesar, da podpira to možnost, ki zastrahuje. In se mi zdi, da je treba tudi to naslavljati in preprosto vzpostavljati družbo, kjer se ustavi take stvari. Ker to, da ti nekdo žal, da ti nekdo grozi smrtjo, da nekdo recimo meni pišejo, da me bojo razkosali, sekljali mojo glavo, me rasul, to ni svoboda govora. To je pač fucking nasilje in tukaj temu moramo reči konec. Hvala ti zaradi tega, ker jaz, ki veljam za zelo pogumno, da podiram tabuje, imam še eno veliko liso, ki jo moram tudi jaz, zdaj sem začela, mogoče tudi zaradi vas, se odpirati tudi, ker jaz si tudi nisem upala povedati čisto zares, kaj si mislim, vsaj na tem političnem parketu oziroma v tem javnem življenju. Mi smo kot kulturniki vedno potisnjeni ob rob, bodite veseli, da sploh ste, lahko govorite skozi besede drugih likov, to je pa tudi vse. Tako da to je veliko opolnomočenje nas vseh. Pa veš, kaj je najbolj ironično? Ne? Recimo tvoja oddaja pač nikoli ni bila direktno politična. Vedno ste pazili, da ste korektni. Vedno, pa so vas vseeno ukinili. Ja. In ena od lekcij, ki jih jaz imam, pač je to, da te bojo skenslali, če te bojo hoteli skenslati. In kasneje te bojo skenslali, če si to, kar si in se ne pustiš. Ja. Evo, kaj je sporočilo? Bodi to, kar si, ne se pustiti, postaviti meje in učimo se od mladih. Mislim, da nas čaka lepo življenje. In punce, mi stojimo za vami. Jaz ne vem, sem samo jaz ali ne. Jaz sem res poslušal, res sem bil zdaj tle riba na suhem, zaradi vseh svojih prepričanj in tako naprej, ampak absolutno jaz in družba, vedno večja družba moških, se pravim, mogoče edina to problem, ker ne vemo, da je to tak problem, ker ga ne vidimo in definitivno izobražujte. Je tako, kot sem jaz prej rekel, kot je Nika na začetku povedala, da mi ne vidimo tega na ta način, ker ni tako izrazito, ker mi vidimo stvari samo... Ker smo tih preveč. Ja, tako je. Pa ne postavljamo širšega konteksta. Ne? Ja, tako širši kontekst. Aha. Mlajšim fantom povedati, ker jaz iskreno povem, mogoče punčka, če ji boš predstavil neki, ampak fant pa zihar ne ve. Mi pa nismo tudi, verjetno, da so v periferijah fanti vzgojeni drugače, kot smo fanti v mestu bili vzgojeni. Ampak dajte tem fantom razložiti, ker načeloma jaz, ki gledam zdaj mulčke, sploh tele letnike od moje. Ti lahko kar ti začneš govoriti. Jaz sem bil vedno podpornik tega. Se pravim, jaz zaradi tega nisem tega promoviral, ker jaz podpiram močne ženske. Jaz ne verjamem v to, da se joka, se pravi, da se izsiljuje neko moč, ker se mi zdi, da imate to v sebi. In tudi tako, kot sama dokazuješ, če se postaviš, če si razgledana, če začneš razmišljati, jaz sem tako vedno gledal. Ampak si nisem do danes predstavljal, nisem dal tega v ta kontekst, kot si ti povedala, in to se mi zdi, da je ta message. Jaz mislim, še 3-krat pridem, pa boš na tiskovkah z nami stal. Jaz sem lažje jutri. Z veseljem. Si mi pa dal zanimivo istočnico, se pravi, mladi fanti se niti ne zavedate in to je tudi na koncu posledica, ker mi premalo o tem govorimo, ne? Premalo o svojih občutkih. Nekaj moraš razumeti, tudi mladi fantje so, tudi moškim ni tako einfach. Te, ki si ti govorili, to so stari fotri. Ne? Ti mladi fanti, ki so zgajajo, tudi jaz vem, tudi ni toliko lahko in imajo toliko problemov sami sabo. Ampak se pravi, ti fantje bo odrasli enkrat od te stare moške in se boš časem učili. Jaz tudi mislim, da eden od produktov tega sistema je vzpostavljanje enega tipa moškosti, ki naj bi bil pravilen in tudi drugi tipi moškosti pač je vedno problem z njimi. Tako da zato jaz pravim, da je to širša bitka in meni se zdi v bistvu bolj pomembno tudi govoriti vedno o boju za feminizem povezan z bojem proti revščini, ker to je to, kar to povezuje. Ja. Hvala. Moj poklon. Hvala ti na mnoge zmage in hvala vsem mladim in vsem proslovovalcem. Hvala, da si me naučila nekaj, no? Pa da si prižgala iskrce v meni tega, da se bom še bolj zanimal. Absolutno. Hvala, se vidimo, gledajte nas, pridružite se nam. Like, share, subscribe. Yeah. Ja. In zapomnite si 8. marec, pejte volili ste že. Hvala, ker ste volili.
Ja, pa predvsem pa si zapomnite, biti tiho je najslabše. Mislim, ker še slabše pa skoraj ne more biti. A ne? Hvala, čau. Čau.